Milijonske obremenitve zaradi dviga prispevka za zagotavljanje podpor pri proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov proizvodnje, napovedanih trošarin na energente in davka na sladke pijače še grozijo podjetjem. O tem, kakšne posledice bodo te milijonske obremenitve imele na gospodarstvo in kaj to pomeni za posamezna konkretna podjetja, so na novinarski konferenci na Gospodarski zbornici Slovenije spregovorili predstavniki nekaterih podjetij s področja kovinskih materialov in livarn ter papirne, kemijske in živilske industrije. Misija slovenske industrije je rekla tega ukrepa oziroma tega zvišanja davka ne znamo drugače razlagati, tako da gre ali za neko sabotažo, ali gre za nek dogovor. Če bomo za takimi ukrepi destimulirali izvozno naravnano gospodarstvo, bomo ne samo povzročili škodo temu gospodarstvu, ampak bomo ostali brez tovrstnega gospodarstva. Ne pričakujemo nobenih daril vlade in vseh ostalih institucij, ampak si želimo samo enake in enakopravne ali pa fair pogoje poslovanja, kot imajo naši konkurenti. Nas zelo skrbi tudi na področju klientov in se tudi tukaj bojimo, da ne bomo imeli kakšno slabo presenečenje, ki bo še dodatno obremenilo naše delovanje. Lahko pričakujemo, da bi Linka Petrokemija v portfelju novega lastnika, kamor bomo skoraj sigurno prešli v naslednjih 3 do 6 mesecih, lahko izgine. In to pomeni, da se nam pač ta kupna moč, ki ni blesteča v Sloveniji, še zmanjšala in da enostavno nas država, rečem, pošilja zopet v nakupe čez mejo. Bo verjetno te dodatne dajatve oziroma stroške potrebno prevaliti na potrošnika, ki pa je fleksibilen. In z višjimi cenami noben ne bo manj pil. Mislim, bo manj pil, ker ne bo imel denarja več kupiti. Zato je ta pot za zdravstvo popolnoma zgrešena. Za nas je to pogubno, če bo v tej obliki. Mi 36 ljudi zaposlujemo, absolutno bomo odpuščali, če bi bilo v tej smeri. In takšen ukrep lahko pomeni, da je ena takšna proizvodnja lahko tudi ugasne. Zvišanje prispevka za obnovljive vire bo tudi Steklarno Hrastnik stalo okoli 130.000 evrov več v letu 2013, kot je bilo načrtovano. To pomeni zmanjšano donosnost družbe za 7,7%. Končna številka je odvisna od dejansko porabljene energije. Gospodarska zbornica Slovenije je pozvala Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, da z novo uredbo urgentno razbremeni energetsko intenzivna podjetja in da po hitrem postopku spremeni energetski zakon ter tako zajezi nadaljnjo rast izjemno dragega sončnega balona. Prav tako je pozvala Ministrstvo za finance, da umakne napoved o zvišanju trošarin na energente, da jih prilagodi povprečni ravni v EU in da pripravi posebno trošarinsko politiko za energetsko intenzivna podjetja, ki bodo znižala obremenitve teh družb, ter da iz postopka umakne tudi predlog novega davka na sladke pijače.